Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Slovenske matice. Vedno znova sem najbolj vesela prav teh trenutkov tukaj v naši dvorani izmed vseh prireditev, saj je to na nek način rojstvo slovenske besede vsakokrat znova, na vsaki novinarski konferenci znova, z vsako izdano knjigo. In to počnemo že več kot 160 let. Ponosni, da smo vzdržali, da prinašamo in izpolnjujemo poslanstvo Slovenske matice, ki je bilo zapisano v njena ustanovna pravila. To je skrb za slovenski jezik, slovensko omiko, slovensko kulturo in slovensko znanost. In tako smo danes obdani tukaj z našimi duhovnimi očeti, našimi predsedniki, ki nas zrejo s sten dvorane Slovenske matice v naši portretni galeriji in nam sporočajo, da so vsi ti, ki so danes tukaj z nami zbrani, prav dragoceni nasledniki tako njihovih del, besed, kot tudi njihovih misli. Dovolite, da danes najprej predstavim naše goste, ki bodo predstavili knjige. Z nami je univerzitetna diplomirana arhitektinja gospa Majda Kregar. Lepo pozdravljeni. Profesor dr. Denis Poniš, akademik profesor dr. Jožef Muhovič, akademik profesor dr. Milče Komelj in urednica Slovenske matice Zarka Snoj-Verbovšek. Bera knjig, ki je danes tukaj pred vami, je izjemna, se lahko vidimo, da pokriva zelo različna, tako strokovna področja, kot seveda različne literarne žanre. Predstavljali bomo od poezije do dramatike, esejističnih razprav in seveda izjemne monografije arhitekta Edvarda Ravnikarja. Prav tako bomo na koncu posvetili kanček pozornosti, tudi boste videli posebno presenečenje, skritim piscem, ki nikoli ne doživijo pravzaprav objave svojih besed, pa vendarle smo odkrili bisere, ki si zaslužijo, da so danes tukaj pred vami. Začeli bomo s predstavitvijo knjige Edvard Ravnikar, Refleksije in risbe, knjige, za katero je pobudo za njen nastanek dala gospa Majda Kregar in ki je, moram reči, nastajala v zelo dolgem obdobju, ne samo strani avtorja, ki je zapisoval svoje misli, svoje razmišljanja, premišljevanja o slovenskem prostoru in seveda tudi arhitekturi, ampak je nastajala dolgo časa tudi zato, ker smo odkrili, kakšno zelo dragoceno dediščino nam je zapustil in bili pogosto v dilemah, kako to dediščino predstaviti in nekako knjižno objaviti. Dragoceno delo je opravila z izborom besedil oziroma teh misli in refleksij glavna urednica, gospa Majda Kregar. Ob tem pa dovolite, da se zahvalim tudi gospi Nadi Šumi in akademiku Milčku Komelju, ki sta zelo temeljito pregledala prepise, besedila, rokopisov in na tak način je danes pred vami res izjemno dovršena knjiga. Posebna zahvala velja tudi profesorju Juriju Kobetu za spremno besedo, ki jo je pridodal tudi že omenjeni akademik Milček Komelj, Edu Ravnikarju za njegovo angleško, bi rekla njegovo intervencijo v angleške prevode besedil, nikakor nazadnje pa gospe Heleni Ravnikar, ki je to izjemno knjigo oblikovala, prelamljala in bila zelo potrpežljiva v vseh naših intenzivnih korekturah, tako da se ji prav posebej in toplo tukaj zahvaljujem.
Zdaj pa predajam besedo gospe Majdi Ravnikar. Kako je torej nastajala knjiga, zakaj ta knjiga, pobuda za njen nastanek in seveda kako ste prebirali in izbirali besedila, ki so danes v knjigi objavljena skupaj seveda z dragocenimi skicami. Hvala lepa. Jaz bi sam še za uvodoma dopolnila vašo predstavitev, da je Helena Ravnikar, vnukinja profesorja, pravzaprav bila odločilna tudi pri izboru tekstov in slik in je gotovo sourednica. Jaz sem bila malo mentorica, ona je pravzaprav vse to upravila, to je morala izpostaviti. Poleg tega je pa še oblikovala, samo to kot komentar. Zdaj pa, kar se knjige tiče, je pa, smo se odločili za to predstavitev tega gradiva, ker Ravnikarja javnost dobro pozna po vsem njegovem arhitekturnem opusu, skoraj nič pa po tej njegovi intelektualni, umetniški, ustvarjalni plati, ki je nekaj drugega kot sama arhitektura. In ker je v tem bil tako plodovit, tako poseben, kot širok intelektualc slovenski, ga je bilo potrebno vsaj v eni minimalni obliki predstaviti. Zato smo to njegovo neskončno veliko gradivo, ki si ne morete predstavljati, koliko je tega, izbrali s težavo, z veliko dilemo, kako narediti ta izbor, ker je vsega bilo preveč. Od tekstov do skic. Smo izbrali v eno debelo knjigo, ampak to je samo začetek, ne začetek predstavitve, bo pa verjetno v bodočnosti mladina raziskovala to delo naprej, ker je zelo dragoceno in zelo zanimivo. Vsi vemo, ali pa ne vemo, da je bil Ravnikar en tak zelo širok intelektualec, pravzaprav človek enega renesančnega tipa, ki je razumel in ga je zanimalo čisto vse od umetnosti, filozofije, tehnologije, gradbeništva, vsega oblikovanja, teorije, vsega raziskovanja. Zato ga moramo počasi izluščati iz arhitekturne stroke, iz teh objektov, ki jih je naredil, ampak moramo ga predstaviti tudi kot enega razmišljujočega človeka. Tako risal je Ravnikar brez prestanka, od mladosti, občudoval je risbo, Plečnik njegovo in Le Corbusier kasneje, oba sta ga hotela obdržati pri sebi, ker je bil tako neverjetno sposoben risar. On je premišljeval z risbo. Vsak papir, ki ga je imel pred sabo, je porisal, pa ne bila to kuverta, časopis in načrt. Karkoli je bilo, smo govorili, on je risal skiciral. In je premišljeval skozi to risbo, premišljeval, ponavljal je iste teme, prav raziskovalno je risal. In to se posebej izraža v poglavju arhitekture risarske, ki pa tukaj ni zajeta. V tej knjigi smo v glavnem ga hoteli posebej izpostaviti kot tega razmišljujočega človeka za splošno o življenjskih problemih in eksistenci in opazovanju narave, človeka, grajene strukture, v tem, ne v njegovem arhitekturnem ustvarjanju. To bi morala biti druga knjiga. In če boste gledali to knjigo, boste opazili, da je pravzaprav bil izredno občutljiv do vsega, kar je opazoval, kar je premišljeval. On je imel zelo dobro izobrazbo, ker na Dunaju, ko je študiral, je sovražil tisto tehnično šolo, ki je bila pravzaprav zelo obrtniška, je rekel. In je hodil po muzejih, galerijah, knjižnicah, kupoval knjige, študiral vse to, kar ga je v resnici zanimalo. In to se pozna na njegovem ustvarjalnem delu. Posebej v teh zapiskih, ki jih ima ogromno enih dnevnikov, drugih vrst zapiskov, člankov in tako naprej, poleg seveda teh neskončnih risb. V risbi je poskušal prikazati neko atmosfero, neko občutje njegovo. In to je delal z tankimi črtami, močnimi črtami, energično. Poznala se je ta energija risbe v tem njegovem neskončnem repliciranju, pa konstantnem samoizobraževanju, ker je to res toliko treniral, da je
da je bil zelo suveren v vsakem tem izražanju. Zelo zanimive so te njegove šrafure, kjer je v risbi, kjer je ustvaril tako ambient, perspektivo, globino, temačnost, pa vedrost. Vse to se vidi v tej risbi. Tako, uporabljal je pa zelo različna sredstva, boste videli vse lepo v knjigi opisano, s kakšnim pisali je pisal, od kulijev, flomastrov, svinčnikov, tuša. Vse mogoče je uporabljal, odvisno, kar mu je bilo pri roki, pa tudi, kar se mu je zdelo, da bo v tistem momentu najbolj izrazito, najbolj pravo. Tako da, te skice so v bistvu take, razpoloženjske in čutimo v njemu v njih enega zelo subtilnega človeka, ki je res hotel nekaj izraziti, ker ni mogel z arhitekturo. On je pravzaprav bil zelo obremenjen s tem birojskim delom, projektantskim, ki je zelo grobo, surovo, polno enih pritiskov, javnega vpliva. In on je bežal od tega v to osamljenost in je tam risal in pisal. Te zapiski, ki smo jih poskušali malo razbrati, skupaj z gospodom Nato, skupaj z gospodom Komeljem in Heleno, vsi skupaj smo brskali po teh zapiskih in take misli nasul noter v knjigo, poljubno. To ni tako, da bi k vsaki sliki spadala ista prava misel, ampak včasih se malo ujame, včasih pa ne, ker je pač tako, treba gledati knjigo malo za svojo fantazijo. Je pa zelo malo skic, ki imajo pa lastno razlago zraven. To je pa tudi nekaj takih. Tako da upam, da bo knjiga vzbudila malo interesa Naravnikarja kot človeka širših dimenzij, kot pa samo tega uradnega arhitekta, ki je bil precej osovražen zaradi političnih nesoglasij, ki jih je povzročal svojo trmo in vztrajanjem in prepričanjem. Tako da to je začetek te predstavitve Ravnikarja. Drži, to je začetek te predstavitve Ravnikarja. Naj povem, da je knjiga išla v sozaložništvu s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, tako da bo zagotovo prav posebna predstavitev tudi tam. Načrtujemo samostojno predstavitev tudi na Slovenskem knjižnem sejmu, tako da že vsi vnaprej vabljeni. Pa vendarle se še za hip ustavimo pri tej izjemni monografiji. Akademik profesor dr. Milče Komelj, vi ste avtor spremne besede in zanima me, omenjala je gospa Majda Kregar, seveda te impresije, vtise, duhovne impresije Ravnikarjeve, pa morda kak drobec teh impresij povezanih z njegovo risbo, njegovo šrafuro delite še tukaj z nami tudi vi. Ja, jaz sem, hvala lepa, stopil pred ta dela neko neobremenjen, ker nisem preučevalec arhitekture, kar je že poznam, tako naprej in sem bil frapiran, oziroma videl sem, da je bil zelo velik umetnik, so to sugestivne mojsterske risbe, tako vrede največji mojstrov, so mojstrovine noter in knjiga čudovita, ker jo lahko listate kjerkoli, in so posod razgrinejo te njegove vizije, podobe, hkrati pa njegove modre misli, če se je videlo, kot je gospa imenitno povedala, da je bil taka osebnost avtentična, ki je razmišljala vsem nenehno in je vse svoje tudi sanje, ne samo to, kar je videl, spreminjal svoje vizije. In on bi mojster črte, njegova črta risba ni, čeprav Plečnikov učenec ni taka, da bi se tresila, kot se je Plečnikov muž, če vam imenuje to tresavica, ampak je intenzivna in podobno, ampak skratka temelji na te jasni ostrini, vertikalah, krožnicah, ampak je bil tak mojster, da je samo z linijo pravzaprav lahko ustvaril slikarske učinke. Tako kot so se včasih pa koloresti trudili, ko so morali reproducirati slike, Olnate, naprimer, s svojimi šlefurami in podobno globine, on je to znal narediti in te slike dihajo. Vidite pogled na Barje, naprimer, atmosfero, oblake ali pa na Gorenjsko, dramo v nevihnih oblakih ob enem, skratka, nared, ki ga videl naravi, slikovitost
je pa smiselom za red, za arhitektoniko, mojstersko narisal tako, da vse drhti slikovito, hkrati je pa vse temeljine te risbi in na iskanju nekega principa v naravi. Tako da so to res sjajna dela, vice seveda njegov odnos do antike, ker dela so razporejena deloma tematsko, tematsko, tako da so poglavje z Istre, gorenske arhitektura, pokopališče, koprsko in podobno, a njegov odnos do antike, ki je večnostna, in piše se tudi v ruševinah je že cela podobno, tam so razna zanemarjena dvorišča, ki jih je spremenil monumentalne vizije in noter tudi piše, kako doživlja v pogledu na take dvorišča in tako naprej, kot kakšen pisatelj, naturalističen oziroma romantičen, usodo ljudi, ki so malo zapuščena pisma in podobno. Skratka, Vice Dobičevk je čutil, poznal literaturo, razgledan, tudi vem, da je hodil v družbe, poznal Jožeta Kastelica ali pa Steleta, ali so modrovali, to so bili taki učaki še modri, sem rekel še polihistori in podobno, drugega ranga danes takih ni ali pa ne razberemo, in on je bil taka res edinstvena osebnost, ne samo arhitekt, ampak je kot arhitekt postal tudi slikar, oziroma gledal je enostavno na kozmos celostnega vidika, je pa videl v vsakem detalju lepoto in zvišenost in je neverjetno, naprimer, če je narisal kakšno rastlino, kakšno vejo opognjeno ali pa ptička in podobno, je naredil iz tega celo fantazijsko arhitekturo in poezijo noter, tako da niso ukvarjeni racionalni, ampak je vse poetično, res umetniško in ta smisel imel za praznino, za temnino, globino, ker ponekod je vse zgoščeno s šrafurami, potem pa zračnost zadiha, to razmerje je vedno tako, da če gledate slike, da so tako, osrečuje človeka, osvežilne, hkrati je noter razmova, retena modrost, če pa še preberete pol te sentence, se pa vidi, s čem sem je razmišljal in ne da bi povzemal kakšne filozofe in podobno, ampak se z njimi soočil, je poznal to, on je sam prišel do enega spoznanja, potem se je pa še spomnil. Je videl, da sama natančnost ni dosti in je pol videl, skratim, je kakšen arhitekt preveč natančen, ali pa kaj Mozart o tem povedal in podobno, ali pa Einstein, vse mogoče imena so noter ključene, ampak tako, kot so govorniki, da bi se to naučil, skratka, da je bil res izreden. Ja, poznavci vsega je bil in se zmeri našel, je bil ideja iz zgodovine nekoga. Ja, in ta dela so samostojne umetnine, je pa tudi sam se zavedal, sem napisal, da tako kot stare grafike včasih, da so ne za mapo, da niso mišljene, da bi visele na stenah, niti tudi tam, kjer sliko arhitekture, ni mišljeno, da je bila to skica za izpeljanje arhitekture. To so vizije, tudi plešnih delov take vizije začetka, ali pa njegovo doživetje sveta je noter in v tem je pa samega sebe spoznal svet in se sprašoval vsega do Platona, lepoto iz koliko lepoti piše, pa pravi, da ne ve, kaj je tudi med sabo je začuden, pravi tudi ne ve, da pazili sta, kaj bo nastalo, da umetnost ni rutina, ampak da je tudi proces. Važno, zdaj, skratka, nenehno se sprašoval v svojem delu, hkrati je pa delo neracionalno, ampak instinktivno, to se čudi, da je iz umetniškega navdiha, da je res umetnik tako, da sodi tudi med risarje, slikarje, oziroma risarje naše najboljše, vsekakor, na podlagi teh del. Če so miniaturne, videti so monumentalna ta dela in so kot sem prebral, da so v originalnem formatu objavljeno. Ja, glavnem, 90%. Tako da je to zelo kvalitetna knjiga. Droben, ker je bil nosil v žepu nekaj beležnica, tam papir pa je izrisal, zdaj vse večkamo. Pa so včeraj doma imel tudi na mizi, same blok pa je nekaj risal. Pismo pa je tam narisal. Predvsem pa je tukaj lahko svobodno se izražal, ker v strukturi, kolikor vem, vedno pride potem pri resničevanju, ki pohvalijo, pa ni vizija do konca uresničena in podobno, tukaj je pa lahko bi popolnoma svoboden. Ja, tako je. Lepo ste vse povedali, hvala lepa. Ja, res zaslužijo aplavz in čestitke vsi izjemni ustvarjalci te knjige. Poklon seveda tudi gospe Heleni Ravnikar z moje strani za sodelovanje pri njej. In seveda vama, soletnicama, gospe Šepeljevi in vam zelo lepa hvala. In vsekakor pa moramo priznati, da je bila knjiga tudi velik finančni zalogaj, tako da velja globoka zahvala tudi vsem številnim sponzorjem,
vključno z mestno občino Ljubljana. Ki so pokrili samo malo stroškov, ostalo je bilo vse zastonsko delo, to spet izpustiti. Tako. Ja. To je še kratek pogled v finančno konstrukcijo izdajanja te knjige. To je tudi bistvo včasih. In vsekakor pa sem vesela, da je že tukaj na tej novinarski konferenci tako v živem pričevanju obeh soustvarjalcev knjige zaživel Ravnikar svojo besedo, mislijo, svojo črto in verjamem, da bo tudi v vašem domu. Ker pa imamo še kar nekaj knjižnih del danes, ki so izšla nedavno pri Slovenski matici, prehajamo k predstavitvi druge knjige. Z nami je urednik, profesor dr. Denis Poniš, ki je pripravil izbor 4 dram Ivana Mraka in tudi pospremil to delo na pot z zelo obsežno, spremno besedo. Izdaja je rezultat njegovega res dragocenega raziskovanja Mrakove zapuščine, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Morda tudi za začetek vam vprašanje, profesor dr. Poniš, zakaj Mrak danes, odločitev za izdajo te knjige in kakšna so bila neka nova odkritja, ko ste znova pregledovali njegovo zapuščino? Hvala lepa za besedo. Začel bom z zahvalami, ker se mi zdi zelo nujno, da jih izrečem. Na prvem mestu obema urednicama založb, ki sta mi zelo pomagali in zelo stali ob strani. Potem pa seveda še vsem ostalim, na čelu z osebjem rokopisnega oddelka Nuka. Brez pomoči njihove verjetno ta knjiga ne bi mogla nastati. Zavedati se moramo, da je Mrakove zapuščine urejene 137 ali 138 map, nekatere so zelo debele, in še nekaj map, kjer je še neurejeno, ampak ne bistvene stvari. Skratka, bistvene stvari so urejene in vsakdo, ki se bo hotel z Mrakom ukvarjati ali želel ukvarjati z Mrakom, bo imel pred seboj tako rekoč urejeno zapuščino od osebnih predmetov, osebnih dokumentov, do korespondence, do rokopisov. Praktično vse drame so ohranjeni rokopisi. In zakaj Mrak? Mrak je celo svoje življenje, pa še po smrti, na nek način, rekel bi, v senci, ki je nastala, kdo bi vedel zakaj, nekaj vzrokov se da rekonstruirati. Prvi je prav gotovo to, da je v času, ko je po Cankarjevi smrti, če smem tako imenovati, cankarjanska struktura, posebej v dramatiki, bila alfa in omega. Kdorkoli se je skušal temu izogniti, je naletel na nasprotovanje. Jaz nisem šel v detajle, zavedati se morate, da to ni znanstvena izdaja, ni znanstvena izdaja, kljub temu, da je ogromno opomb pod črto. Tisti, ki bo delal znanstveno raziskavo, bo seveda naletel na precej nenavadne izjave, recimo tudi Josipa Vidmarja, ki je bil zelo ambivalenten v odnosu do Mraka. Na eni strani sta bila skupaj v Parizu, skupaj sta pri raznih projektih delovala, na drugi strani je pa Vidmar, ko je postal eden od odgovornih za ljubljansko dramo, poleg Pavla Golije, pravzaprav bil tisti, ki je Mraka zadrževal oziroma ga ni spustil
oder Slovenskega narodnega gledališča. Zdaj, Mrakovo življenje se je začelo z tisto znamenitim škandalom, ki je zelo podoben tistemu škandalu, ki ga je doživel Victor Hugo svojo dramo Hernani. Namreč predstava je bila Obločnice, ki se rojeva, je bila prekinjena leta 1925 in publika se je potem, tisti, ki so bili za in tisti, ki so bili proti, se je spopadla dobesedno fizično z dežniki in podobnimi rekviziti pred Narodnim domom, kjer se je ta privid v 4 vozlih dogajal, oziroma se je dogodil. In od tistega trenutka naprej je Mrak veljal za neko čudno, bizarno, nenavadno osebo, ki s svojo pojavnostjo in s svojimi deli pravzaprav burka to precej postano vodo slovenske kulture med obima vojnama. Povedati je treba, Mrak ni pripadal nobeni šoli, nobeni skupini, Mrak ni pripadal nobeni politični opciji, bil je popolnoma apolitičen, vendar jaz mislim, da je njegov vpliv v veliki meri podoben vplivu Edvarda Kozbeka. Oba dva sta, mislim, zelo pomembni osebnosti 20. stoletja slovenski, s tem seveda, da je Kozbek šel, poleg tega, da je bil pesnik, da je šel v politiko, kar se je seveda zanj slabo končalo, kot vemo. Mrak je vztrajal na tem, da bo najboljši slovenski dramatik. Jaz se ne spuščam v to, koliko je najboljši, lahko pa rečem, da njegova dramatika daleč presega to, kar so o njem napisali v literarnih zgodovinah. Med vojnama je bil tako rekoč obstranec obstranca. Podobno se mu je dogajalo med vojno in človek bi rekel, da bo po vojni s svojimi deli, predvsem z revolucijsko tetralogijo, ki obravnava francosko revolucijo, in slovensko tetralogijo, ki obravnava slovenski vojni čas, revolucijo, kontrarevolucijo, bratomorni boj in tako naprej, vendarle prišel na zeleno vejo. Pa se mu je pravzaprav godilo, saj do 60 let, še slabše kot med obema vojnama in med vojnama. Taki umi, kot je bil recimo Miško Kranjec, so se hudo trudili, da bi ga ne samo kot literata, ampak tudi kot človeka ponižali do kraja. Recimo, vrgli so ga uradno iz Društva slovenskih pisateljev, potem se pa je izkazalo, da ni bil nikoli član Društva slovenskih pisateljev. To še ni bilo tako hudo, hujše je bilo to, da so mu odvzeli živilske nakaznice. In Mrak sam v svojih dnevnikih piše, in tudi drugi so to dokumentirali, da je bil tako lačen, da je včasih padel v nezavest. Zdaj pa treba povedati, da je bilo pa tudi mnogo ljudi, ki so Mraka podpirali. Na prvem mestu je prav gotovo njegova žena, kiparka Karla Bulovec, Mrak, ki ga je 30 let podpirala, kot je on njo podpiral. Iz korespondence njune in tudi pričevanj sodobnikov je mogoče ugotoviti, da je bila intelektualno mogoče celo na višjem nivoju kot sam Mrak, da je videla dlje in več, predvsem pa je ob vsej svoji umetniški širini ohranjala tudi, kako bi rekel, človeško noto in je znala to njuno gospodinstvo, kolikor je bilo to sploh gospodinstvo, je znala voditi, tako da bi verjetno Mraku brez nje
bilo zelo, zelo težko ali vsekakor težje. Ob Karli Bulovec Mrak je treba omeniti trgovca s semeni oziroma zagrebškega podjetnika slovenskega rodu, ki je učil v Zagreb, Iva Severja, ki je izjemno podpiral oba, izdajal celo revijo Samorodnost, v kateri je predvsem Karlo hvalil, pa tudi Mraka. Njegova tragična smrt je bila za Mraka prva taka res velika, huda izkušnja, ki se vleče skozi vse njegove kasnejše drame. Tu je pa treba seveda omeniti tudi njegovi sestri, Drago in Elizabeto oziroma Beto. Draga se je poročila v Beograd in ga je zelo zanimivo med vojno zelo podpirala, da mu je poslala celo neke zlate stvari, ki jih je tu lahko prodal in od tega sta s Karlo živela. Elizabeta oziroma Beta se je pa poročila s Tošem, tako da sta Niko in Peter Toš bila njegova, oziroma sta Niko, nečaka iz čisto drugega političnega pola, kjer je bil Mrak. No, potem sta pa prišla dva po vojni, ali pa trije, ki so pravzaprav začeli Mraka postavljati na mesto, ki mu gre. To so Taras Krmovner, ki je živel nekaj hiš dlje od njega in je zaradi očeta, ki je bil zaprt pred in po vojni, v Mraku videl svojega duhovnega očeta. Potem pa je seveda prerasel v tistega, ki je Mraka najbolje pravzaprav poznal in tudi v njem največ napisal, zelo tehtne stvari. Tudi to bo za nekoga, ki bo pisal biografijo Mrakova, zelo pomembno polje podatkov. Potem je prišel slikar, portretist Krištof Zupet, ki je pravzaprav še nažalost ni ga med nami, zdravstveno stanje to ne dopušča, ampak je bil človek, ki ga je pravzaprav podpiral Mraka. Mrak je pa podpiral Zupeta preprosto zato, ker tudi to je treba omeniti okoli Mraka, so se zbirali ljudje, ki so nekako čutili, da jim bo svojo duhovno prezenco pomagal ljudje s takimi in drugačnimi psihičnimi težavami. Mrak je, moram reči, korespondenca to nedvomno potrjuje, je deloval izjemno človeško. Potem pa zadnja pravzaprav ljubezen Mrakova. Treba je namreč povedati, da je eden od škandalov, zaradi katerih je Mrak doživel to, kar je doživel to, da je že v najrosnejši mladosti pri 19 letih v svoji avtobiografiji, ki jo je pri 19 letih napisal, se deklariral za homoseksualca. To je bilo grozno. Seveda se je kasneje korigiral in je pravzaprav to homoseksualnost transformiral v homoerotiko in zadnji ta homoerotični njegov prijatelj, ki mu je pa delal hude težave in partner je bil Miran Kavšek in Zupet sta odgovorna za to, da je zapuščina prišla v prave roke, to se pravi vnuk. In meni je bilo pač omogočeno, verjetno kot prvemu, ne vem, če kdo že prej to pregledoval, da sem to zapuščino pregledal in na podlagi te zapuščine nekatere sodbe, kot sem prej rekel, literarnih zgodovinarjev in kritikov korigiral oziroma dopolnil. To je vse, kar sem pravzaprav naredil. Zakaj 4 te drame? 4 te drame pravzaprav opisujejo 4 njegova obdobja. Jožefina ali Jozefina Baker, najzgodnejše, Ivan Grohar, tisto, ko se je začel ukvarjati z pomembnimi slovenskimi osebnostmi in tudi tujimi. Gorje zmagovalcev je začetek slovenske tetralogije, drama napisana na začetku vojne in potem večkrat
dopolnjena, ki govori točno o tem, kar se je potem dogajalo na Slovenskem med leti 41 in 45 in spoved Lučnim bratom, ko se znova pravzaprav obrne v duhovnost in skozi podobo umirajočega Prešerna še enkrat pokaže, kje smo Slovenci s svojo kulturo ali včasih tudi nekulturo. Hvala. Hvala tudi vam za tako temeljito predstavitev knjige. Tako rekoč ste že odgovorili na obe vprašanji, ki sem vam jih nameravala zastaviti. Torej, Podoba mraka in zakaj nabor vseh teh 4 dram, ki so zbrane tukaj. Obe knjigi, ki smo jo do zdaj že uspeli predstaviti danes, seveda pričujete o tem, kako zelo pomembno je zbiranje zapuščine slovenskih avtorjev. Kako pomembno je zbiranje zapuščine slovenskih avtorjev, kako pomembno je oddajanje te zapuščine seveda tudi v roke raziskovalcem in tistih, ki znajo to gradivo tudi ceniti, spoštovati in ga tudi prebirati z, bi rekla, tresočo in hkrati skrbno strokovno roko. Naj povem, da je strani založbe to knjigo uredila Zarika Snoj-Verbovšek, ki se ji za tudi zelo temeljito opravljeno delo iskreno zahvaljujem. Izid knjige pa je podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, tako da zahvala tudi njej. In zdaj k bolj strokovnim razpravam v zbirki Razprave in eseji v nasprotju z dramatiko Ivana Mraka, ki je šla v že, bi rekla, uveljavljeni in desetletja izdajani zbirki Vezana beseda. Torej v zbirki Razprave in eseji smo tokrat izdali umetnostno-zgodovinske študije, razprave in premišljevanja akademika profesorja dr. Jožefa Muhoviča, umetnost v živem in mrtvem kotu, pa ga kar vabim, da slišimo, katera in kje se pravzaprav umetnost nahaja, kdaj je živa in kdaj malo manj. Lepa hvala za besedo. V zvezi s to knjigo bi mogoče povedal samo 3 stvari. Nekaj k naslovu, nekaj k njeni vsebini in nekaj k temu, na čem pravzaprav tale knjiga temelji. Temelji na mojem troživstvu. V Sloveniji ga za razliko od dvoživk ne preganjajo. Hočem povedati, da je tale knjiga osnovana na dejstvu, da sem jaz likovni ustvarjalec, likovni umetnik, da sem profesionalni likovni teoretik in študirani filozof estetik. Zdaj, te 3 stvari na prvi pogled ne gredo skupaj. V resnici pa gredo zelo dobro skupaj, ker ustvarjalnost na nek način vedno korigira teorijo. Teorije imajo od nekdaj intenco, da bi se polastile prakse, praksa pa razkriva, ali so pri tem uspešni ali niso. Zdaj, naslov umetnost v živem in mrtvem kotu je na prvi pogled nekoliko nenavaden. Izvira iz vsem znane prometne sintagme mrtvi kot. Jaz sem temu mrtvemu kotu dodal samo živega. Moje mnenje je, da to, kar v umetnosti v resnici fundamentalnega, arhetipičnega nastaja, ne moremo slediti niti samo v živem kotu kulturne aktualnosti, niti samo v mrtvem kotu kulturne neaktualnosti. Ampak lahko to napravimo samo takrat, kadar se naučimo preklapljati na drugi program. Kadar lahko iz, kako bi rekel, živega kota kulturne aktualnosti preklopimo tudi na mrtvi kot kulturne neaktualnosti in narobe.
Ljudje neke kulture si velikokrat predstavljajo, da vse bistveno v umetnosti nastane v soju tiste svetilke, ki ji pravimo kulturna aktualnost. Umetnost je pa že mnogokrat v svoji zgodovini pokazala in dokazala, da lahko novosti, globine, arhetipike poženejo tudi tam, kjer jih aktualne kulture sploh ne opazijo. Nič hudega, ker sta tako živi kot mrtvi kot prehodni stanji, nista trajni. Zdaj, tretji del je, kaj pravzaprav v tej knjigi sploh piše. Glede na mojo troživost je tudi knjiga razdeljena na 3 dele. En del ima lapidarni naslov Umetnost, kamor so uvrščene razprave iz estetiškega fundamenta. Drugi del nosi naslov Likovna umetnost, ker so likovno-teoretske razprave. Tretji del ima pa naslov Umetnost v prostoru in času, ker sta uvrščeni 2 razpravi, skozi kateri naj se pokaže, kako se teorija obnaša takrat, kadar brez vnaprejšnje vednosti srečuje umetnostne fenomene v prostoru in času. Teorija se lahko tam izkaže. Zdaj, prvi del Umetnost začenja razprava umetnostna identiteta. Včeraj, danes, jutri. Ker danes recimo pogostokrat na področju umetnosti sodijo najrazličnejši fenomeni, tudi tisti, ki izhajajo recimo iz trivialnosti ali pa celo iz zabave, sem se jaz že dolgo časa spraševal, v čem je pravzaprav identiteta tistega, čemur lahko rečemo umetnost. Za policijske forenzike vsi dobro vemo, da lahko identificirajo storilca svojo metodologijo po najmanjših možnih koščkih. Ena dlaka je dovolj, en oslinjen prst je dovolj, en dotik je dovolj in ga že identificirajo. No, umetnostni forenziki so tukaj pred tako rekoč nerešljivo nalogo danes. Ne vemo, kaj je umetnost. Jaz sem se v tej razpravi pač spraševal, kaj pravzaprav identiteta sploh je in kaj spada oziroma ne spada k identiteti umetnosti. Druga razprava v tem naboru nosi naslov Umetnost, vrednote in mi. To je pravzaprav tema, ki se je večina danes izogiba. Vrednote se nam zdijo kot neke vrste predsodki. Vsi poznamo latinski pregovor de gustibus et coloribus non est disputandum in tako se tudi dogaja. Ampak umetnost je tudi ne samo promotorka, ampak izkazovalka vrednot. Zdaj, če tukaj samo na kratko omenim eno zadevo izpred enega leta. Mauricio Cattelan je na dražbi v New Yorku banano, ki je bila z lepilnim trakom nalepljena na zid, prodal za $6,2 milijona. To je recimo eno od hudih trivialnosti, ampak umetnik ni bil tako neumen, da ne bi od spodaj dodal vprašanja, kaj v umetnosti cenimo. Pokazal je, da človeških izdelkov ne cenimo, da cenimo v resnici božje izdelke. Saj ljudje banane lahko jemo, lahko jih gojimo, ne moramo jih pa izdelati. No, da ne bom predolg, tretja razprava v tem sklopu
se tiče umetnosti vmesnega časa. To je časa, ki ga mi živimo. Časa konca ali pa pozne moderne, novega časa, ki ga na vse pretege pričakujemo, s predpono postmoderna, pa še nikjer ni. Tale predpona post je čudovita predpona. Na nek način pove, da je že prišlo nekaj drugega, samo zato, ker se mi tako zelo želimo, če tudi še ni nastopilo. No in zadnja razprava je razprava umetnost in meje, široke in visoke. Recimo moderna umetnostna zgodovina, teorija nas je na nek način navadila, da je velika stvar prestopati široke meje, zapustiti eno področje ustvarjanja in iti na neko drugo. Recimo zapustiti kiparstvo, pa priti v področje socialne plastike tipa Joseph Beuys ali pa kaj podobnega. No, jaz sem tukaj noter omenil tudi, da obstajajo visoke meje v smislu visoke dodane vrednosti. Drug del, ki je meni najljubši, je likovna umetnost. Začenja se z preludijem o mediju, ki je fundament vsake umetnosti, pa tudi fundamentalni pojem vsake teorije umetnosti. Drugi del je razprava o razliki med likovno in vizualno umetnostjo, ki jo mi danes vsi na nek način čutimo, ampak ne vemo točno, kakšna je ta razlika. Oziroma, ali gre za sinonim, ali gre za dva različna fenomena. Jaz tukaj pravim, da gre za dva tipa ustvarjalnosti in za dva tipa hermeneutik. Tretja razprava v tem delu je razprava o, lahko zastrižete z ušesi, o fenomenologiji in logiki umetniškega stila. Nikomor pravzaprav ni blizu danes sploh razprava o stilu, ker je danes ritem umetnosti tako kratek, da stili pravzaprav sploh ne nastajajo. A ne tako, kot so včasih 300-400 let, pa potem 100 let, pa potem 50 let, pa 10 let, pa 5 let, zdaj pa samo še 5 minut. No, zadnji del je pa umetnost v prostoru in času. Tukaj noter sem pa jaz uvrstil dve razprave. Ena je modernizem v vzvratnem ogledalu. Torej, kako pogledati za nazaj eno veliko dobo, ki smo jo mi ulovili ravno za rep. Ta velika doba je velika doba sekularne metafizike, ki se je tudi v umetnosti močno prijela, ampak danes ne deluje več. No, zadnja razprava v tem tretjem delu in sploh zadnja razprava knjige pa je slovenska umetnost po političnih prelomih 1945 in 1991. Hvala lepa. Zdaj vidite, kaj je v tem loncu. Hvala lepa akademiku profesorju dr. Muhoviču, ki je zaključil svojo predstavitev, kako je seveda zgrajeno tako vsebinsko, kot tudi stilno morda njegova knjiga. Zaključil na način, da seveda nas vabi k branju, kako in kaj pa se godi z umetnostjo po letu 1991. In še pripis. Se opravičujem, samo eno pomembno zadevo sem še pozabil. Zahvalo urednici Zare, ki smo jo Vrbovšek. Moram povedati, da je knjiga, ki govori o likovni umetnosti in umetnosti sploh, brez reprodukcij precej težavna in nenavadna. Ima reprodukcije, ampak neverjetno veliko energije je bilo potrebne, da smo dobili in uredili avtorske pravice za slikovno gradivo. To je vzelo zelo veliko časa
Tako da se zahvaljujem urednici in tudi založbi za velik trud. Če vam samo to povem, da sem jaz nabiral slikovno gradivo na Googlu in da sem se izognil v času pisanja tem dolgim linkom v 3-4 vrsticah, sem se posluževal ene zadeve, ki se ji reče po angliško shortener, ki ti skrajša ta link na zelo kratko zadevo. Ko jaz tole prinesem urednici tukaj sem, pravi ti pod tem kratkim sploh ni nič. In potem je bilo potrebno pač za celo knjigo še enkrat poiskati vse te dolge. Se zahvaljujem zelo. Hvala lepa, res je, knjiga bi morala iziti že pred poletjem, pa smo dejansko pridobivali potem ne samo linke in dostope, če pravilno rečeva, ampak predvsem tudi soglasja vseh mednarodnih inštitucij izredno dolgo, tako da Zarika je res glede tega s pomočjo opravila kar zahtevno delo. Zdaj pa k poeziji, kar smo tudi najavili v naši pesniški zbirki Mozaiki je kot 9. zvezek išla pesniška zbirka Jana Fjarca skozi bele pokrajine nedokončanih zgodb. Morda vas večina, ki ste danes tukaj, že ve, da je zbirka Mozaiki bila na Slovenski matici ustanovljena šele leta 2019 in naj zdaj razkrijem, da je prav avtor tega 9. zvezka tisti, ki je dal tudi idejo, kako naj se ta zbirka poimenuje. V nekem pogovoru z mano je nekako dejal, pravzaprav so mozaiki beseda, ki najbolj ponazarja to, kar počne pesnik, da poskuša iz drobcev besed zlepiti nekakšen nov svet, pa naj bo čudežen, vsakdanji ali pa morda tudi peklenski. No, tako je nastajala tudi zbirka 9. zvezka, kljub temu, da so mozaiki zelo, bi rekla, zbirka z kratko zgodovino. Naj povem, da je to tudi najuspešnejša slovenska pesniška zbirka med vsemi, da je v tej kratki zgodovini 6 let prejela že 2 nagradi Prešernovega sklada in 2 Jenkovi nagradi. Skozi bele pokrajine nedokončanih zgodb so 9. zvezek v tej zbirki. Morda se bo kdo vprašal, kaj pa je z 8., ki ga še nismo predstavljali. Načrtujemo izdajo tudi zbirke Petre Koršič, Oslo v dlani, ki bo išla v kratkem, tako da boste toplo vabljeni tudi na to predstavitev. Ker pa vemo, da pesniki ne govorijo prav radi o svoji poeziji, bom besedo, da nekaj povem o najnovejši pesniški zbirki avtorja Jana Fjarca, ki je svoj prvenec, Da bi prst ostala čista, izdal leta 2010 pri založbi Beletrina, torej je to njegovo drugo pesniško delo. Bom predala torej besedo avtorju spremne besede k zbirki, akademiku, profesorju dr. Milčku Komelju. Hvala lepa. Ta zbirka je nastala kot presenečenje avtorju v 60-letnici, njegova druga pesniška zbirka. Seveda nisem literarni zgodovinar, da bi poklical, sem pa, da bi tem pisal, sem pa z veseljem seveda pisal svoj pogled na njo. In seveda ta zbirka res sodi v zbirko Mozaiki, ki je to, da gre za mozaično nizanje, kot neka grlica utrinkov življenja tega pesnika, gre v bistvu za prikaz njegove življenjske poti na poseben način. In sicer se sprehaja po naravi, opazuje barve, lepote in podobno sveta, človek privržen temu življenju, hkrati se pa vsem tem zaveda vseh težav, vsega, kar človeku življenje prinaša, predvsem pa je čutiti tukaj tudi zaupanje v Boga, zato da je človek
večen, ker pomeni, da v vsakem detajlu, v vsakem prizoru vidi neko skrivnost ali pa razgled oddaljave. Skozi konkretnost čuti nekaj večnostnega. Napisano je pa to seveda na tak način, kako bi rekel, v prostih verzih, izvejajo neko izročila modernizma slovenskega, da v njih ni skrajnosti med krčevitostjo ali pa obupom ali pa med hermetizma sploh ni, ali pa estetikom, ampak vse lepo estetsko razvidno, povedano neposredno, hkrati pa tudi skrivnostno metaforično in spremljamo na teh poteh, zato je naslov zbirke, en vers izbran, skozi bele poljane nedokončanih zgodb. To nedokončano zgodbo, ker se izkaže pesnik kot eden izmed zelo občutljivih ljudi, ki se zavedajo miljivosti, vidi se njegova navezanost na dom, ljubezen, skratka, navdušen nad lepotami sveta, nad daljavami, obenem se pa vedno vrača z veseljem domov, k domači slivi in tako naprej. Skratka, veliko intimnega je noter, hkrati pa to ni samo nek dnevniški zapis vsakdanjosti, ampak je navdušni obraz tukaj, v katerem se pa ves čas sprašuje in se tudi sprašuje, če je njegova pot prava in da si odgovarja oziroma pravzaprav s tem, da vse to zapisuje. Skratka, da stvari, da sledi niso izgubljene in vsaka pesem je ena enota zase, vse skupaj so pa res celota. Tako da imajo se naslove, lahko bi tudi brez, kot je bilo mišljeno, ampak je to res pot umetnega življenja. On je tudi kolesar, hodi skratka, to se vidi detekterij verzov, vse povsod. In se mu zbuja asociacija na vse, kar je doživel, tudi na miljivost, če včasih utrujen, se potem sprašuje o mejah telesa in podobno in se dopozuje seveda, vendar je človek brez mej. Tako da je tukaj ogromno dimenzij, ki se odpirajo bralcu, ki se sprehaja skozi to lepo urejeno zbirko. Seveda med nami je pa tudi pesnik, ki bi Sveto Bož povedal, ali pa lahko kaj prebral, najbrž, oziroma vsekakor, Torej ga povabimo. Prosim. Ga povabimo. Seveda. Ki se samo ta Petrinek lahko povedal, Prav, povabimo torej pesnika, da deli z nami vse eno pesem, morda mikrofon je, ne, ni potrebno, mikrofon je tam postavljen pri... Sem lep pozdrav. Bom dve kratki pesmi prebral. Prva je Mostovi. Rekel si, da boš čez vse neprehojene poti postavil mostove, umiril reke in morja. In mi čakamo, ne da bi čutili veter, ki raznaša vonje zemlje. Žalost. Morda smo vse dosegli, vse izboljšali in vse doumeli. Le v oko in telo se je zalezla žalost, ki je ne znamo razumeti. Hvala lepa tudi za ta kratek literarni intermezzo, morda še kaj, na kaj To je zase njegova podoba z tega videla tudi žalost, samota, obenem pa izrazito tudi družaben, kot se vidi človek in seveda zaradi svojega značaja in občutljivosti se čuti svetom povezan, hkrati pa ne bom rekel tojen, ampak zgrožen včasih, pa obupan nad zmešnjavami, upitjem, hrupom, nad ničevostjo sveta in podobno. To je taka humanistična svetla figura. To pa kaže posebnost, to pa kaže tudi njegov odnos do umetnosti v tem pogledu, da je on gospodarstvenik zelo uspešen, tudi velik mecen
in humanitaren, ko rekel, podpornik marsikoga, ne, ker če se ne zglaša, ne, tako navzven, ne, tako da je to vse, kar dela vedno zelo pristno, tako ni napisano z neko ambicioznostjo, da bi hotel biti zdaj ob tem kot strašni pesnik, ampak je po duši tak, da se mora izpovedati, je to zelo avtentično, pristno poezija oziroma knjiga in z tega vidika dragocena. Hvala lepa tudi za ta še dodatni impuls ob izidu pesniške zbirke skozi bele poljane nedokončanih zgodb. Naj povem, da je ta pesniška zbirka išla dejansko kot zasebno financiranje in bila tudi ta pesniška zbirka podarjena Slovenski matici v prodajo, tako da bo celotni izkupiček namenjen za delovanje Slovenske matice. Dejansko, kot je bilo že omenjeno, avtor pesniške zbirke Jane Pijarc je zelo dragocen donator Slovenske matice in njegova pomoč je bila v zadnjih letih, ko so se krčila naša finančna sredstva, kar zelo in kar preveč pogosto potrebna. Tako da se mu tudi za to iskreno zahvaljujemo. In zdaj še k eni pesniški zbirki, k tisti drobtinici in biseru hkrati, ki sem ga napovedala na začetku naše novinarske konference. Predstavila ga bo naša urednica Zarika Snojber-Volšek, ki je, kot ste lahko videli, skozi vse poletje res zelo, zelo intenzivno delala kot urednica teh številnih knjig, ki so bile danes predstavljene. Pa za zaključek torej pesniška zbirka manj znane avtorice, bi rekla, ali morda za večino tudi neznane. Zarika, izvoli. Ja, hvala lepa. Ta zgodba se pa je začela tako, da je Slovenska matica v svoji želji, da se približa čim več različnim družbenim skupinam, v lanskem letu zasnovala projekt, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. In ta projekt se je imenoval Knjiga me pomlaja, matičina medgeneracijska literarna druženja. V okviru tega projekta smo obiskovali različne domove starejših po Sloveniji in tam izvajali različne delavnice. Lani je bilo to posvečeno literaturi, tako da smo imeli delavnice strukturirane tako, da so se najprej ukvarjali z prozo, potem s poezijo, z dramatiko in na koncu z digitalno pismenostjo. In v okviru teh delavnic so udeleženci in udeleženke tega projekta bili vedno povabljeni, da tudi sami pokažejo svojo ustvarjalnost. Vedno smo izhajali iz tega, da pač seveda mi prinesemo njim neko bogato vsebino, kulturno, ki jo pač ali so predhodno, ko so v svojem življenju počeli različne stvari, poznali, ali pa mora biti tudi ne, in smo skušali jim pač prikazati to bogatstvo. Obenem pa smo si želeli tudi njihovo notranje doživljanje, njihove svetove, njihove izkušnje spoznati tudi sami. In v okviru tega lanskega projekta je potem nastal na koncu nek zbornik projekta, ki se je imenoval Starost naj govori, vrsta let naj pokaže modrost, po svetopisenskem citatu iz njihove knjige. In prav to smo hoteli poudariti, da pač seveda starost prinaša modrost, ki je pomembna za prihodne rodove. No, in v tem zborniku so bili objavljeni razni drobci udeležencev in udeleženk, različne pesmi, dramski zapisi, kakšni kratki utrinki, prozni. No in potem smo letos to nadaljevali. Letos smo pa dobili nadaljevanje projekta, ki se je imenoval Knjiga me pomlaja 2, in tokrat je bil podnaslovljen kot matičina jezikovna druženja. Torej smo se preusmerili na neko jezikovno podlago in smo pripravljali delavnice najprej literarno-kritiške, novinarske, lektorske in na koncu pogovorne. Zasnovan je bil pač celotni projekt tako, da so v vsaki inštituciji, kjer smo pač bili,
vedno po enakem vzorcu, ljudje spremljali pač te 4 delavnice, vendar vedno na podlagi neke druge knjige Slovenske matice. No, ampak to v tem kontekstu niti ni tako zelo pomembno, kako smo letos to zasnovali. Še to naj povem, no, katere inštitucije so sodelovali. Lani dom v Ljubljani Šiška, v Ajdovščini, v Sežani in pa v Postojni. Letos pa smo dom v Postojni, pri katerem smo res zelo dobro sodelovali, ponovili. Smo ga še enkrat povabili k sodelovanju, da vidimo, kako se ta kontinuiteta pozna. Potem pa smo vključili še domove na Teznem, pri Mariboru, v Črnomlju in pa v Kranju. No, in ko smo letos obiskali ponovno dom Talita Kum Zavod Postojna, smo tam spoznali gospo, ki je lani še ni bilo. Kajti, če bi bila lani na naših delavnicah, bi seveda njena dela bila že vključena v tisti lanski zbornik teh utrinkov udeležencev. No, ampak izkazalo se, da je ta gospa, ki bo zdajle 6. novembra praznovala že zelo častitljiv jubilej, prava umetniška duša, da je neodkrit zaklad, ki je v bistvu dokaj poznih letih svojega življenja začela kazati to svojo nadarjenost. In ko smo prišli tja, je začela recitirati svoje pesmi, nam je pokazala svoje izdelke in bili smo res presenečeni in presunjeni nad tem, kakšno bogastvo je skrivala v sebi in pač z nekim zelo ozkim krogom ljudi, seveda, ki so jo poznali in ki so se pač ob njenih teh storitvah oplajali. No, in nekako se nam je zdelo, da je to tako pomembno, da se taka dela in taki ljudje tudi pokažejo širši javnosti, da smo potem zaprosili jo za pač njeno gradivo. To so bili seveda rokopisi, ona je piše v nek zvezek, zelo lepopisi dejansko, danes verjetno nihče ne zna več tako pisati, tako da smo tudi take stvari vključili v tole pesniško zbirko. No, seveda pa gospa poleg tega, da piše pesmi, tudi slika. To so potem pač razne njene stvaritve. Tole, kar vidite na naslovnici, recimo naslovnica neke voščilnice, kajti začelo se je tako, da je pač začela pisati voščilnice svojim znancem, jih ilustrirala obenem in potem je to pač se nadgrajevalo. Samo še nekaj besed o njej. Gospa je bila rojena v Vrhniki pri Ložu, zelo revno otroštvo je imela, mama je bila vdova, potem je nekaj časa se šolala v Lichtenturnovem zavodu, v Ljubljani pri sestrah usmiljenkah, ampak potem že zelo zgodaj šla služiti k eni družini Zakrajšek, Kadolfovi v Starem trgu pri Ložu in je tam delala 72 let. In ko je nekoč svoji gospodarici napisala neko voščilnico, se je s tem začelo pač to njeno ustvarjanje. No in sedaj mislim, da si pač ni nikoli predstavljala, da bo to njeno delo tako prepoznano in da bo išlo v celoviti zbirki. Njene pesmi smo razdelili nekako na 4 področja. Prva so res take osebne pesmi, lahko bi rekla nekako avtobiografske, kjer pač iz katerih razberemo tudi razne dogodke iz njenega življenja, potem izpovedne pesmi, priložnostne pesmi, ki so seveda bile na različne praznike, na različne osebne ali državne praznike, tako, in pa praznične pesmi. Oziroma priložnostne so bile tako v kakšnih raznih dogodkih in kakšnih obletnicah in tako naprej. Te pesmi so preproste, ona je seveda samouk, so pa zelo iskrene in zelo pretresljive, zato ker pač pokažejo vso to njeno duhovno bogatstvo, ki ga je pač na tak način znala izraziti, čeprav zato ni imela nobenih spodbud in nobenih šol. Tako da tudi ko se nam je zahvalila za to zbirko, se nam je zahvalila v svojem slogu, poslala nam je voščilnico in nam je v taki kratki pesmici izrazila svojo zahvalo.
No, in sedaj bomo imeli tako lepo predstavitev na predvečer njenega rojstnega dne v zavodu Talita Kum v Postojni. Ob tem bi se samo še zahvalila vsem, ki so sodelovali pri nastajanju te pesniške zbirke. Kot rečeno, je nastala v okviru tega projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo. Treba pa se seveda zahvaliti najprej Talita Kum zavodu Postojna, njihovi direktorici, gospe Marici Ikanovič, sodelavki projekta v tem zavodu, delovni terapevtki, gospe Miheli Zavelcina in pa gospodu Edu Šegi, ki je vse življenje tesno povezan z avtorico, z gospo Mileno Kraševec in je sodeloval tako pri izboru gradiv, pri izboru slik in še danes pač z njo zelo tesno sodeluje. Finančno pa je poleg njega, poleg zavoda, ministrstva podprla zbirko tudi gospod Iztok Valenčič, ki pa je poskrbel tudi za digitalni prepis pesmi, ker kot rečeno so bile pač vse rokopisne. Tako da mislim, da je to na kratko vse. Hvala Zariki, tudi moram priznati, da je bilo to kar presudljivo delo in sodelovanje v domovih za ostarele. Šele takrat začutimo, koliko skritega zaklada se odkriva v ljudeh, ki so vse življenje morali delati fizična in druga opravila. Ker pa smo nekako se danes vsi hranili z duhovno hrano, z besedami, s knjigami, se mi zdi prav, da za zaključek, seveda brez nekakvih literarnih ocen o vrednosti, slišimo besedo kruh gospe Milene Kraševec. Mama, daj nam kruha. Kolikokrat je to slišala, a delala se je, kot da je gluha. Čez čas smo razumeli, zakaj je molčala, ker ni imela kruha, da bi ga nam dala. Kje naj bi ga vzela za vso pomlad? Njen mož, naš oče, je umrl, ko je bil še mlad. Mama je ostala praznih rok, zapustil je le dolg in nas, 5 nepreskrbljenih otrok. Mi pa, kot otročat brez glava, da naj dan nam kruha od nje smo zahtevala. Nato je mama s solzami v očeh starejše 3 otroke za pastirčke ponudila pri ljudeh. Midve z mlajšo pa sva doma živeli, kruha nisva poznali, le če mama od svoje malice ga iz Nine prinesla. Ob večerih sva jo čakali zunaj na klopi z vprašanjem, če je prinesla kaj kruha, sva ji tekle naproti. Nate ga, moje punčke, nate, kako nama je šel slast, a nobena ni rekla, oh mama, ta kruh je bil zate. Potrebne kruha in neželjne drugih dobrot je občina to zvedela in poskrbela, da naj jo je poslala v dom sirot. Uboga mama, kako je trpelo njeno srce, ker svojim otrokom ne bi dala le kruha, a ker nič ni imela, še najo so vzeli od nje. V domu sva z vso skrbo preživeli v svojni čas in škoda, da tega mama ni vedela, da vsaj zaradi najo ne bi bil zaskrbljen njen obraz. Po vojni je vse nas otroke k sebi zbrala in ni se vprašala, kje bo našla kruh, da nam ga bo dala. Zato smo kmalu odšli za njim vsak sebi, a mamo smo to lažili. Veš, mama, prinesli ga bomo tudi tebi. Zdaj imamo kruha dovolj in radi ga jemo. Srečni in veseli smo vsi, da ga še jesti smemo. Zato spoštujmo ga, kot takrat, ko ga nismo imeli, in tudi drugi ga v smeti metati ne bi smeli. In tako naj velja za vas, za vso hrano, tisto fizično, duševno, duhovno. Za kruh, ki si ga podarjamo z besedami, mislimi drug drugemu. Hvala lepa vsem današnjim gostom in če je še kakršnokoli novinarsko vprašanje, bomo seveda z veseljem odgovorili na